Ob koncu naj bo naša zahvala tudi skupna s pesmijo v zahvalni pesmi, kakor pravi Psalem 71. Tudi jaz se ti bom zahvaljeval s harfo za tvojo zvestobo. O moj Bog, igral ti bom na citre o sveti Izraelov. Ob koncu je pa prav, da izrečem iskreno besedo zahvale gospodu Andreju Huneju. Sam se zavedam, da aplavz je kratka stvar za vse to, kar človek v tolikih letih naredi. Še krajša stvar je stisk roke, ampak človek, ki nosi v srcu zavest, da vse to, kar se je skozi leta gradilo, delalo, vse te skrbi, na koncu izvenijo skozi prste organistov, skozi leta in leta v čas Bogu. Morda to da tisto notranje veselje, radost in zadoščenje. Iskrena hvala za vse. Samo tisti, ki je zraven, ve, koliko se naredi, in naj bo ta skromen dan spomin kot na zaključek vrh vsega prizadevanja skrbi, trudov, piščal. Orgelska piščal, ki je prava, ki tudi zapoje, da bi v trenutkih, ko se človek spomni za nazaj, morda preko glasi te piščali tudi izrazil vedno znova zahvaležnost Bogu za dar sposobnosti in za vse to, kar je bilo vloženo v teh letih obnove naše cerkve. Iskren poklonaj. Gospod Andrej, hvala lepa vam, aplavz je se povedal, bomo še zapel zahvalno pesem. Če lahko sam 2 besede? Lahko. Ni dovolj znanje, ni dovolj vztrajnost, ni dovolj denar, ni dovolj vera. Ni dovolj vse ljudstvo, ki te gleda. Ko združiš vse to in ko razumeš, kje je tvoj cilj, potem ta cilj dosežeš. Tako kot ste se vi vsak zase odločali, kakšen bo vaš delež, tako kot se je gospod Rudi Kolarič odločil, kakšen bo njegov delež. To, kar sem storil, to vprašanje mi je bilo postavljeno petek zvečer, če se zavedam, kaj sem v teh letih storil. Se zavedam. To je moj dar župniji.